V prelomnem dogovoru med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo bo več kot 100 let stara mejna ograja med Gibraltarjem in Španijo odstranjena. Gibraltar je britansko ozemlje na južnem delu Iberskega polotoka nedaleč od Maroka. Ta dogovor rešuje eno zadnjih večjih sporov Brexita, vendar pa globje vprašanje glede suverenosti Gibraltarja ostaja nedotaknjeno. Z nami je zdaj prek Zooma Catherine Barnard, profesorica evropskega prava na Univerzi v Cambridgeu. Hvala, ker ste z nami. Hvala. Zanimiva zgodba. Najprej pojasnite, zakaj je bila ograja tako nujna že 100 let, samo za začetek. No, to je res pomembno, ker je Gibraltar del Združenega kraljestva. Španija pa je vedno trdila, da bi moral pripadati Španiji. Geografsko gledano to drži, vendar Gibralčani pravijo ne. Želimo biti Britanci. In res, na referendumu o Brexitu so glasovali 95% za ostanek v EU. A kljub temu so želeli ostati del Združenega kraljestva. In zato je vedno obstajala napetost med Španijo in Združenim kraljestvom. In ta pogodba te napetosti ni razrešila. Torej, vprašanje je z vsemi ljudmi, ki so lahko prehajali tam. Mislim, ali so bile s tem kakšne težave? Mislim, kakšna je bila? Veste, glede vstopanja in ljudi, ki so prihajali skozi, zakaj je bilo to pomembno in kaj se zdaj spreminja? Torej, približno 15,000 tako imenovanih čezmejnih delavcev vsak dan prečka mejo. Večinoma so to španski državljani, ki gredo v Gibraltar in tam delajo, pa tudi britanski državljani, ki gredo v drugo smer. In ko je EU uvedla svoj sistem EES, sistem vstopa in izstopa, ki zahteva vsakomur, ki ni državljan EU, na meji vzamejo prstne odtise in ga fotografirajo, vse to je zelo upočasnilo prečkanje meje, na meji so dolge vrste. In tako je bila ideja, da bi pogodba to rešila. In točno to je naredila Gibraltarska pogodba. To je pogodba med EU in Združenim kraljestvom. In v bistvu bodo španski državljani, ki delajo v EU, lahko šli delati v Gibraltar, bodo lahko šli naravnost v Gibraltar, ne da bi se nanje uporabljali ESE ali katerikoli od teh mejnih nadzorov. Dogovor rešuje eno od zadnjih večjih sporov Brexita. Kaj to pomeni za omejitve povezane z Brexitom? Torej, to je res pomembno. Gibraltar ni bil del sporazuma o trgovini in sodelovanju. To je sporazum med Združenim kraljestvom in EU. Zato je moral biti sklenjen poseben sporazum med Združenim kraljestvom in EU glede Gibraltarja. In to se je tukaj zgodilo. Zdaj pa nekaj pomembnih stvari v tem sporazumu. Po eni strani Gibraltar zelo približuje EU. Gibraltar postane del Karinske unije z EU in tako se bo blago prosto gibalo. To pa tudi pomeni, da se mora Gibraltar držati precejšnjega dela carinske zakonodaje EU in zakonodaje EU o blagu. Drugič in morda najpomembnejši del za gibraltarsko prebivalstvo je, da bo omogočeno prosto gibanje teh 15,000 čezmejnih delavcev. Veste, Gibraltar ostaja zunaj, tako EU kot schengenskega območja, vendar bodo pravila zdaj veljala na njegovem letališču in pristanišču. Kako nenavadna se vam zdi ta pravna ureditev? Ja, mislim, da je to res precej izjemno. Torej, Gibraltar ne bo v schengenskem območju, schengensko območje pa omogoča prosto gibanje vsem, ki so znotraj schengenskega območja. Ampak bo povezano z schengenskim območjem. Kar v bistvu pomeni, da bodo španski uradniki mejne kontrole delovali na letališčih, torej na letališču in pristanišču v Gibraltarju. Obstajali bodo dvojni pregledi, kar pomeni, da bodo Gibraltarčani preverjali, kdo prihaja, ampak tudi Španci bodo preverjali, kdo prihaja v Gibraltar. In to odpira vprašanja suverenosti. In to je tisto, kar nekateri na desnici v Združenem kraljestvu pravijo, da je grozen poseg v suverenost Združenega kraljestva, ker prvič doslej v Gibraltarju sedijo španski mejni uradniki, ki odločajo, ali lahko britanski prebivalci, torej ljudje, ki živijo v Združenem kraljestvu, lahko vstopijo v Gibraltar. In če britanski prebivalci, torej ljudje, ki živijo v Združenem kraljestvu, so v EU prebili preveč časa, so prekoračili svojih 90 dni v
180 dni. Španci pravijo, da britanski državljani ne smejo vstopiti v Gibraltar. V redu, najlepša hvala, profesorica Catherine Barnard. Zelo cenim, zelo zanimiva tema, res. Hvala.